Proračun bo predvidoma težak okrog 4 milijone evrov, zaradi obnove šole torej večji od običajnega. Druga investicija bo zbirni center kosovnih odpadkov, ki ga tudi nujno potrebujemo. Tudi je dokumentacija že praktično pripravljena. Konec leta se je iztekla koncesijska pogodba s Kostakom za izvajanje gospodarskih javnih služb. Petretič pred volitvami ni želel podpisati nove, ki je sedaj v pripravi. Vključimo svetnike, nočem samo tem odločati popolnoma nič. Pred volitvami so nam rečeni obljubljali znižanje cen komunalnih storitev celo za 20%, kar je popolnoma neuresničljivo, je dejal Petretič. Moramo biti na jasnem, da so to vse narejeni izračuni, praktično v cent. Zdaj, kako se pogodi za kako uslugo, malo boljšo pa slabšo, je pa tudi na mene, na županu. Upam, da bom tudi to pogodbo speljal tako v korist občank in občanov, seveda. V načrtu je še gradnja postajališča za avtodome. En večji projekt je predstavitev klavnice iz Otoka v Obrtno cono. To se bom poskušal takoj po tej ustanovni seji tudi z gospodom Kočevarjem povezati, da vidim, v kakšnem stanju to je. Mi za njega sicer čuvamo parcelo. V tem mandatu bi lahko obudili sodelovanje na kakšnih projektih z glavnim mestom, menijo nekateri občani. Smo bili res že v dobri povezavi z Ljubljano, tudi nekaj dogodkov se je že zgodilo med Ljubljano in Kostanjevico. Jaz mislim, da je to dobra priložnost, ker najmanjše slovensko mesto in največje slovensko mesto je definitivno ena dobra vez ali pa dobra popotnica tudi na področju turizma. Ki mora dobiti pospešek pri svojem razvoju, še dodala Skuškova.